Fanta, takole, ko vaju gledam, Aleš, legenda, pa nova legenda. Ja, prihajajoča legenda. Prihajajoča legenda. Anže, kako je sodelovati s tako legendo, kot je Aleš? Zelo super, če se lahko tako izrazim. Predvsem mi je v veliko čast, ker ga občudujem že od malih nog. Ne. Kateri komad poznaš tistih Agropop časov? Ja, samo Milijon, itak. Ne. To je bila moja prva, ki sem jo tudi slišal od njih in to mi je bila vedno zakon pesem. Ne. Kasneje pa tudi Rock Partizani, to spomnim se, da sem imel v avtu tista pesem, kako že 80-ta so bila leta. To sem si navijal vedno, tako da ja, ogromno komadov poznam. Aleš, koliko je teh priredb nastalo od recimo pesmi Samo Milijon? Vem, da je kar nekaj različnih verzij, ne? Je ne pa različnih verzij, čeprav smo kar pazili, da ni pa čisto vsak to naredil. Tisti, ker je imel eno dobro idejo ali pa ki je bil malo drugačen, ni bila pa preveč komad, bi rekel, izrabljen, tako da tudi lanskrat, ker smo delali, to bi rekel, 30-letnici Slovenije, še enkrat to skladbo sem v bistvu ugotovil, da ni bilo toliko velik prired, za drugače ne bi bilo, to če bi jih bilo že ne vem koliko. Milijonih ni bilo, no, glavno. Je pa recimo, če tako rečemo, ogromno poslušalcev, ki poznajo to skladbo, recimo skoraj vsak, da ne bi te skladbe poznal, ne? Ja, no to je pač skladba, ki je nekako zimzelena tudi nastala v nekem obdobju, ko je pravzaprav se Slovenija osamosvajala in je bil en tak čas, ljudje so jo pač takrat vzeli za svojo, prav komad v pravem času je bil. To moraš imeti v čas malo sreče, ne. Drugače je v besedilu zelo hitro narejen, ta komad se ti pa ne posreči vsak let, ne. Spravim tako, če na vsakih 10 let narediš en tak komad, je to super, recimo za avtorja. Če gremo pa 30 let naprej, v današnje čase, seveda od osamosvojitve, ne moramo mimo Nevarnega neba, bolj nam gre v uho Modro nebo, ampak vseeno, Nevarno nebo sliši se tako nevarno. Ja, to je v bistvu zgodba temelji na tem, da takoj, ko sem slišal Alešovo glasbo in aranžma na začetku tisti osnutek, me je takoj poneslo v hollywoodski svet tistih akcijskih filmov, ne, in sem rekel, to mora biti nekaj nevarnega, akcijskega, ne, in zato tudi pol naslov Nevarno nebo. Ne. Prej je še povedal neka akcija, ne? Jaz sem bil zelo pozitivno presenečen, ker Anžeta sem poznal, bi rekel, bolj samo po njegovih skladbah, nisem pa vedel, da tudi dela besedila. In ker rekel, da bo sam probal, sem bil navdušen, ker imam rad, če pevec naredi sam besedilo, se pol tudi od njega bolj uživi, bolj ga že doma prepoje, skratka bolj je noter. Bolj doživeto. Bolj je doživeto. In moram reči, sem videl tekst, rekel, stari, to je super. In on je rekel, Nevarno nebo, isto je rekel, Top Gun. A bilo je zanimivo tudi snemanje, šli ste rekam, kje se povadi ne sme snemati video? Ja, v bistvu snemanje, misliš spota? Tako je, ja. Tako je, snemali smo ga na Veliki planini. Lahko se snema, sicer se ne sme voziti z motornimi sanmi brez dovoljenja, ne, tako da to smo imeli vse urejeno. Drugače pa ja, mislim, da sploh, ker so v zadju tiste gore, se mi je zdelo, da je vse preveč tega morja in poletja v teh novih pesmih, ne, in zato sem se odločil za gore, ker mi je ta mogočnost gora, pa tista, ki ponazarjajo pač vse to, se mi je zdelo, da dobro opiše karakter tega besedila in pesmi. Ne. Ja, očitno so bili vsi slovenski spoti, ki se zdaj predvajajo polet posneti. Redkih po zimi. Še predno se poslovimo, februarja znan po Emi. Aleš, tebe smo včasih občudovali na Emi, ogromno uspešnic. Kje je zdaj Ema pri Klinarju? Torej, mi, starejši mladinci, smo letos dali, pač, da vidimo, kaj bo mlajša generacija, pač veliko sestav na mlajše in tudi prav je tako, ne. Mi starejši ne bomo pa še, ne bomo dali mer, sigurno se bomo še oddalili tudi kakšnih takih stvari, kot je Alema, Melodije, Morja in sonca, Popevka itd., če seveda še te festivali bodo obstali. Ker vedno je bilo tam drugo, tretje mesto, tisti veliki naskok pa še manjka. No, lej, jaz sem Govoriva z Eurovizijo. Zanj sem gledal dokumentarco o Martinu Scorseseju in on tudi nikoli ni dobil Oskarja, pa je zame en najboljših režiserjev. Anže, pa tvoja Ema in Eurovizija? Ja, jaz se pridno prijavljam vsako leto, ampak do zdaj še nisem bil sprejet, mogoče v prihodnosti kaj več sreče. Tako da je pa moja velika želja že od otroštva, da bi stal na odru Eurosonga, tako da mogoče pa bom. Mogoče, nikoli se ne ve, kaj bo. Kaj imate v planu še za letošnje leto? Ostanimo pri tebi, Anže?
Ja, v planu, kaj pa vem, sodelovanje ostaja, imamo tudi nekaj novih idej, tako da pustimo se presenetiti. Jaz Bojo pravim, kakšne nevarne ceste nastale ali kaj podobnega? Bomo Aleš? videli, kaj bo zdaj bil, ne bo, mogoče bo naslednja nižji dol skladba. Ne, Anže je, se mi zdi zelo neobremenjen s tem, da bi mogel zdaj delati nekaj ukalupljenega, kar je trenutno moče modern, pa drug let več ne bo. To mi je všeč pri njemu. Fajn poje, lepo smo se ujeli pri prvem skladbi in jaz upam, da bomo tudi to sodelovanje nadaljevali uspešno. Si ne zlata.